Bil je lep pomladni dan. Toplo sonce je kukalo iza oblakov in s svojimi žarki nežno božalo prve spomladanske cvetlice. Po hudi zimi je v vasi kar brstelo in vsi so bili v pričakovanju novih začetkov ter novega dela. Sredi vasi, sredi poti so se zbrali 3 fantiči. Vsak od njih je v sebi nosil drugačno ljubezen. Vsak od njih je v sebi nosil drugačno radost. Nihče od njih pa ni vedel, kam ga bo popeljala pot življenja, kam ga bo popeljala njegova ljubezen. Vsak od njih je v sebi čuval tisto željo, ki mu je pomenila največ na tem svetu. Nihče razen njih samih pa ni vedel, kaj vsak od njih nosi v svojem srcu. Ti fantiči so bili prijatelji, ki so si svojim vsakodnevnim druženjem krajšali dolge dneve in večere. Vedno so bili skupaj in vedno so razveseljevali drug drugega. Tako kot vsi fantiči njihovih let, se tudi 3 prijatelji niso zavedali pasti, ki jih nastavlja življenje, radosti in bolečin, ki jim jih prinaša, nerazrešenih vprašanj in strahov. Edino, kar je bilo tisti trenutek pomembno, je bilo njihovo prijateljstvo, njihovo druženje in sreča, da imajo drug drugega. Nič čudnega, da je bilo temu tako, saj so bili skoraj povsod skupaj. Poleg tega, da so skupaj gulili šolske klopi in občasno pomagali gospodu župniku pri veruku, so skupaj ušpičili tudi marsikatero neumnost. Pa vendar kdo bi jim zameril? Saj so bili vendarle otroci, polni navdušenja nad življenjem, upanja in optimizma. Da, tudi Tonček je bil nagajiv in vesel, da ima tako dobra prijatelja. Tonček, ta preprost fantič, se je zagledal v zelo lepo in milo deklico. Čeprav je bil trdno prepričan, da je to najlepša deklica na vsem svetu, kar ni in ni zbral poguma, da bi to tudi povedal. V žepu je nosil njeno sliko. Vse povsod jo je nosil s seboj, saj je čutil, da je na tak poseben način z njim. Kadar je bil žalosten, je naskrivaj potegnil njeno sliko na plano in jo močno stisnil k srcu. V hipu je bil drugačne, boljše volje, kot da mu je nekdo vzal še v svet. Če tudi ni vedel, zakaj, je vedno deloval. Zakaj kar naprej mislim na njo? Zakaj imam tak hecen občutek v trebuhu, ko se mi približa? Vedno sem tako zgovoren, ko pa pride v bližino ona. Oj, stojim kot bedak in sploh ne vem, kaj naj rečem. Če pa že kaj rečem, se mi pa jezik zapleta. Le kaj je narobe z mano? Se je pogosto spraševal. Kadarkoli je govoril z njo, je bil tako zmeden, da bi se najraje kar pogriznil v zemljo. Ona pa se mu je vselej zasmejala, saj se ji je zdel vedno tako prisrčen. Tudi ona ni vedela, zakaj postane tako živčen, zakaj se začne potiti in zakaj ima vedno eno roko v žepu, kadar ga vidi. Spraševala se je, ali je mogoče ne mara, ker ji na kakšno vprašanje sploh ne odgovori in kdaj pa kdaj kar nekaj zamomlja. Kadar se je Tonček odpravljal v spat, je vzel v roke njeno sliko in ji namenil čisto majhen poljubček. Taka lepa in čarobna se mu je zdela deklica, pa vendar ni nikoli izbral dovolj poguma, da bi ji to povedal. Sram ga je bilo priznati svoje čustva. Poleg tega pa se je tudi bal, da se bodo drugi zaradi naklonjenosti, ki jo goje do te deklice, norčevali iz njega. Zadnjič mu je namenila tako lep pogled, on pa je sramežljivo pogledal v tla in se naredil, kot da tega ni opazil. V sebi pa je čutil neizmerno veselje in še dolgo časa je premišljeval samo še o njenem prelepem pogledu in njenih prekrasnih očeh. Vsak dan je komaj čakal, da jo bo spet videl. Ja, fantič je bil zaljubljen do ušes, pa tega ni vedel nihče.
Franci pa se ni nikoli ukvarjal z deklicami in njihovimi naklonjenostmi. Dejal je, da so punce preveč punčkaste in to mu ni bilo všeč. Še v šoli ni hotel sedeti z deklico, saj mu je vedno šlo na živce njihovo vestno prinašanje domačih nalog. Mnogo raje kot za druženje s puncami je svoj čas izkoriščil za premišljevanje o velikih zgodbah, ki mu jih je pripovedoval njegov dedek. O zgodbah, ki jim je iz srca rad prisluhnil in jih poslušal z odprtimi usti. To so bile velike zgodbe o vojskovanju, o puškah, o padlih vojakih, ranjenih ljudeh in velikem pogumu njegovega dedka. Vsaka njegova beseda se mu je zasidrala globoko v srce in cele dneve je premišljeval samo v teh zgodbah. Njegov dedek se mu je zdel tako velik mož, tako pogumen in močan, pa čeprav je v zadnjih letih postal izredno slaboten zaradi svoje starosti in posledic vojne, o kateri je pripovedoval. Svojemu vnučku je opisoval, kako je bila vojna prava borba za življenje, prava borba za domovino, njegovo domovino, ki jo je spoštoval in jo imel neizmerno rad. Tako je tudi Franc imel poseben čut in naklonjenost do domovine, ki mu je bila preko zgodb njegovega dedka vedno bolj in bolj pri srcu. Vsak večer, preden je šel spat, si je v živo predstavljal, kako se mogočno in z vso zavzetostjo bori na kakšni fronti, kjer padajo bombe, streli in žal tudi vojaki. Predstavljal si je pogum, borbenost, hrabrost in moč vojakov, poškodovane ranjence, velike puške, sočutne sestre in veličastno zmago na bojišču. Ta občutek mu je nudil veliko veselje in močno si je želel, da bi bil nekoč ravno tak kot njegov dedek. Ja, fantič je bil zaljubljen v vojsko in domovino, pa tega ni vedel nihče. Medtem, ko sta Tonček in Franci sanjala o deklici in vojski, je imel Janezek misli usmerjene čisto drugam. Njegove misli so uhajale visoko, zelo visoko. Njegove misli so uhajale tja gor, kjer pravimo, da so doma nebesa. Njegove misli so bile pri Bogu. Janezek je izhajal iz zelo verne družine, kjer sta mu mama in oče, Boga in krščanstvo, približala na tako pristen in spoštljiv način, da je vselej vedel, da Bog je, da je vse in nad vsem. Kako se je vedno znova veselil nedelje, ko je že zgodaj zjutraj z vso družino odhitel k sveti maši, pri kateri je bil ministrant in je svojo nalogo vedno vestno upravljal. Tudi Tonček in Franci sta bila ministranta, vendar se je močno občutilo razliko v njihovi navdušenosti nad tem pomembnim delom. Čar iz Janezkovih oči je bil tako drugačen in tako pristen. Kako všeč so mu bile podobice, ki jih je gospod župnik delil, pa vse slike in freske v cerkvi, lepe pesmi, ki so jih peli, pa jaslice na božični večer in slavnostna procesija na velikonočno jutro. V njihovi družini je bil Bog na posebnem mestu in Janezek je bil tega neizmerno vesel. Mnogokrat je občudoval domači križ, ki so ga imeli v Bogkovem kotu. Zdel se mu je tako lep in odločil se je, da si bo tudi sam izdelal enega, takega iz lesa, čisto svojega, takega prav posebnega, takega, ki ga bo spominjal na dom, domačo cerkev in Boga. Ja, fantič je bil zaljubljen v Boga, pa tega ni vedel nihče. Bil je lep poletni dan. Sonce je že močno pripekalo in božalo visoko travo, ki je od sunkih padala pod ostro nabrušenimi rezili kos. V zraku je bil prijeten vonj svežega sena. V daljavi se je slišala vesela pesem ženic in vriskanje mladih fantov. Vsi so bili zaposleni s svojim delom, svojimi mislimi, upi in strahovi. Sredi vasi,
Sredi poti so se zbrali 3 mladeniči. Vsak od njih je v sebi nosil drugačno ljubezen. Vsak od njih je v sebi nosil drugačno radost. Nihče od njih pa ni vedel, kam ga bo popeljala pot življenja, kam ga bo popeljala njegova ljubezen. Vsak od njih je v sebi čuval tisto željo, ki mu je pomenila največ na tem svetu. Nihče razen njih samih pa ni vedel, kaj vsak od njih nosi v svojem srcu. Se še spomnite fantiča Tončka, ki je bil do ušes zaljubljen v prečudovito deklico? Ta fantič je zrastel v postavnega mladeniča, ki je bil postavljen pred veliko preizkušnjo. Pred preizkušnjo, ki mu bo zavedno spremenila življenje, ga razveselila ali pa čisto potrla. Že dolgo ljubljeni deklici je nameraval izdati skrivnost svojega srca in izpovedati svojo naklonjenost in občudovanje. Bil je pripravljen, kot že dolgo ne. Kolikokrat je že poizkusil, pa ga je vedno nekaj ustavilo. Sedaj je bil trdno odločen. Počutil se je, kot bi šel v boj na vse ali nič. Mnogokrat je premišljeval, kako se bo odzvala, kaj mu bo rekla, ga morda objela ali pa mu bo namenila kakšno pikro, mu dala poljub ali mu prisolila kako krepko zaušnico. Bal se je, zelo se je bal, ne nje, ampak njenega odziva. Ko je nabiral šopek rož zanjo, je pazil, da je zmeraj utrgal le najlepšo cvetlico. Pri srcu mu je bilo toplo in predstavljal si je, kako se bo razveselila šopka, ga privila k sebi in mu rekla, rada te imam. A že naslednji hip, ko je našel ovenel cvet, ga je zmrazilo po vsem telesu. Kaj, če se narobe odzove? Kaj, če me polije z mrzlo vodo? Kaj, če mi pred nosom zaloputne vrata? Kaj, če pokliču svoje starše? Te pa me bodo spodili huje, kakor kakšnega ne pridi prava. Vprašanja in strahovi so kar vreli iz njega. Bilo ga resnično strah, toda imel je dovolj čakanja. Bil je pripravljen kot še nikoli. Njegov načrt je bil izdelan do potankosti. Ko bo v hiši ugasnila luč in ko se bo polegel tudi pasji lajež, bo v dekletovo okence začel metati kamenčke. Čisto narahlo, toliko, da se bo zbudila. Dekle bo odprlo okno, si pomilo oči in zagledalo mladeniča, ki zaspi ob misli nanjo, stoječega s šopkom rož pod njenim oknom. Zapel ji bo njeno najljubšo pesem. To bo v njej premaknilo srce, da bo začelo hitreje biti in spodbudilo oko, da bo izpustilo solzo ganjenosti, sreče in veselja. Pritekla bo k njemu v objem in on ji bo povedal, kar mu že dolgo tiči v duši. Tudi Franc je bil pred velikim preizkusom. Pred preizkusom, ki mu bo zavedno spremenil življenje, ga razveselil ali pa čisto potrl. Bil je pripravljen kot že dolgo ne. Dolgo je čakal na ta trenutek. Nikoli ni vedel, ali bo sploh kdaj prišel, ga bo sploh kdaj doživel. Kako neizmerno se je tistega dne razveselil prispelega pisma. Tisti dan je bil nekam pust. Pripravljalo se je, kde živ se spominja. Ni vedel, kaj bi sam s sabo, ni vedel, kaj naj naredi, da bi se mu želja življenja končno uresničila. Nejevoljen je prišel domov in na vratih ga je pričakala mama s solznimi očmi. Kar obstal je, ko je videl, da v roku drži odprto pismo. Vedel je, kaj piše v njem, pa čeprav ga še sploh ni prebral. Mama mu je izočila pismo,
sama pa se je izgubila skozi velika in težka vrata hiše. Obstal je na pragu, prebral pismo in odšel do mame, da bi jo objel. Prepričan je bil, da se bo kmalu vrnil živ in zdrav, saj je vojska obveznost vsakega moškega. Bil je presrečen. Končno bo lahko občutil tisti pravi oprem puške, končno bo lahko vonjal tisti pravi von uniforme, ki bo samo njegova. Kako z veseljem bo vsako jutro vstal in bo počel, kar mu bodo naročili. Vse to bo počel tudi v spominu pokojnega dedka. Ko je umiral, je svojemu vnuku na srce položil, naj sledi svojim sanjem. Naj ga na tej poti nič ne ustavi. Naj se bori, da bo v življenju počel to, kar ga veseli. Čeprav mu bo kdaj hudo in mu bo kdo hotel preprečiti njegove sanje, naj se nikdar ne vda in podleže željam drugih, saj bo le tako srečen. Franci ga je neizmerno občudoval in spoštoval kot velikega moža, ki mu je približal ljubezen do domovine. Ko je dedek umiral, mu je še zadnjič zapel njegovo najljubšo pesem. Oblaki so rdeči, kaj nek pomenijo, da vsi ti mladi fantje na vojsko pojdejo. A kdo bo listje grabu, a kdo bo praproživ, a kdo bo dekle ljubil, ko bom na vojsko šel. Jaz sam bom listje grabu, jaz sam bom praproživ, jaz sam bom dekle ljubil, ko bom nazaj prišel. Tudi Janez je bil pred velikim preizkusom. Pred preizkusom, ki mu bo zavedno spremenil življenje, ga razveselil ali pa čisto potrl. Bil je pripravljen kot že dolgo ne. Dolgo je čakal na ta trenutek. Če je bilo zadnjih nekaj let dostikrat v dvomih, je bilo tokrat čisto drugače. Večkrat je podvomil, da je res pripravljen vse svoje življenje posvetiti Bogu in ponižnosti ter služenju drugim. Tako kot vsak fant se je tudi Janez mnogokrat vprašal, če mu nekatera od deklet vnela srca. Včasih je tudi pomislil, da bi nekoč življenje posvetil družini, da bi se poročil in živel tako kot večina. Vendar je te misli z odraščanjem vedno bolj in bolj opuščal, saj je vedel, da je na pravi poti in da je Bog tisti, ki je vnel plamen ljubezni v njegovi duši. Ljudje so kmalu opazili, da je Janeza fanta njegovih let nenavadno pogosto prihajal k sveti maši in da je velikokrat ostajal v cerkvi v samoti in tišini, kjer se je posvetil molitvi in pogovoru z Bogom. Ko je bil popolnoma odločen, da svoje življenje v celoti posveti Bogu, si je okoli vratu nadel lesen križec. Ta križec je izdelal sam, vendar ga je nekoč v neki razburjenosti in jezi na Boga zalučal stran. Stara mama ga je pobrala in vrnila vnuku, ko se je njegova jeza pomirila. Kako neizmerno vesel je bil, da ga je stara mama videla in shranila, kajti križec je njegov lep spomin nanjo in močno spodbuda, da gre naprej in sledi svoje želji življenja. Danes je njegov velik dan. Dan, ko bo zapustil vas in dom in odšel v semenišče. Tam bo posvetil svoj čas poznavanju Boga, krščanstva in pripravam, da bo nekoč, nekega dne, če Bog da, zapel novo mašo. Veselil se je tega trenutka in čutil je, da mu bo nekoč uspelo. Mogoče bo pot res trnova, ampak brez trna nič cvetja. In tega se je dobro zavedal.
Srce je žalostno, močno je ranjeno, močno je ranjeno moje srce. Močno je ranjeno moje srce. Bog pa je stvarnik moj, stvaril me je na svet. Bog pa mi daj še to noč preživeti. Bog pa mi daj še to noč preživeti. Angelček varuh moj, varuj me ti nocoj, varuj me ti nocoj, angelček moj. Varuj me ti nocoj, angelček moj. Fantje so se tako kot nekoč, ko so bili še otroci in so se skupaj igrali in oganjali nočije, zbrali skupaj. Nihče od njih ni vedel, kaj pomeni njihovo snidenje. In morda zadnje, se bodo še kdaj videli. Pri srcu jim je bilo težko, a nekaj so zagotovo vedeli. Po tem srečanju bo vse drugače. Za vsakega od njih se bo zgodilo nekaj novega, nekaj velikega. Vsak od njih bo končno izpolnil željo svojega življenja. Željo, ki ga spremlja že od otroštva. Še zadnje so si podali roke in odšli po poti, ki jih piše življenje. Sonce je še vedno žarelo vsej svoji moči, von prej tako dehtečega sena je poninjal, pesem ženic počasi utihnila, vriskanje mladih fantov zamrlo, zapihal je hladen vetrič. Bil je lep jesenski dan. Narava se je začela čudovito spreminjati. Zemljo je prekrivala bleščeča jutranja slana, po dežju so otroci čofotali po soncem obsijanih lužah. Kmetje so z njo pospravljali pridelke in se zahvaljevali vsemogočnemu, da jim je namenil bogato letino. Tudi živali so poskrbele zase in hitele nabirati plodove za zimsko zalogo. Drevesa so se odela v krasne barve in se bohotila drugo pred drugim. Kakšna praznina je izzevala na mestu, kjer so se leta in leta dobivali trije prijatelji.
Le kdo bo sedaj posedal po tistih klopcih, kjer so presedeli ure in ure, dneve, mesece in leta. Že zdavnaj so vsi trije odrasli, a v srcu so še vedno imeli prostor drug za drugega, za njihovo prijateljstvo. A bolj kot radost sta njihova srca prevevala žalost in hrepenenje po starih časih in prijateljih. Vsak od njih je odšel v svoje življenje, v svoj svet. Sledil je svojim željam in sanjam, kjer ni bilo prostora za stare prijatelje. Na lep jesenski dan so prišli vsi, vsak svojega konca, na to posebno mesto, pa se nikoli niso srečali. Vsak je prišel s svojimi skrbmi, vsak je prišel s svojimi spomini. Ja, pa sem spet tukaj. Kako pogrešam tiste stare čase, ko smo se z mojimi fanti zbrali prav tukaj in samo uživali. Nikoli si nisem mislil, da se bom vrnil na to mesto s svojo drago ljubeznijo in še bolj dragimi mi otroki. So bile besede, ki jih je Tone izrekel v svojem srcu. V spominih je zaplaval daleč nazaj, ko je sedeč ravno na tej klopi občudoval sliko svoje bodoče žene. Spomnil se je svojih strahov in misli, ki so se mu takrat podile po glavi in mu na eni strani vlivale poguma, na drugi pa so mu srkale še tisto nekaj moči, ki jo je imel. Zavedal se je, kako prav je ravnal, da je nazadnje le zbral dovolj poguma in ji razkril srce in kako močno žal bi mu bilo, če tega ne bi storil. Imel je dobro in skrbno ženo, ki je bila povrh vsega še pridna gospodinja in ljubeča mama in priznal si je, da je to zanj pravi blagoslov, čeprav ni vedno tako, kot si je nekoč predstavljal doma. Tista prva zaljubljenost je s časom minila in začeli so se pojavljati dvomi. Tone je bil ničkoliko vretezen na svoje otroke, ker jih je bilo treba vedno znova kregati in opozarjati, da brez dela ni jela in da se je potrebno za vsako stvar potruditi in biti prijazen do drugih ljudi. Priznal si je, da je z otroki mnogo križev in težav, vendar jih je imel še vedno neskončno rad. Sive lase mu je povzročila tudi tašča, ki mu ni mogla odpustiti, da je prevzel njeno ljubo hčerko in se je vedno naredila nanj, pa če je storil kaj narobe ali ne. Kar ni se mogla načuditi, da tašča ne razume, da mora ptiček nekoč zleteti iz varnega gnezda, če se hoče osamosvojiti in zaživeti svoje življenje. Tonetu ni bilo vedno poslavno z rožicami, mnogokrat je moral stisniti zobe, se odpovedati kakšni stvari, da je lahko preživel družini. Trdo je delal in bil pošten mož in vdan oče. Bal se je za svojo družino in ji privoščil le najboljše. Čeprav ni bilo vedno vse rožnato, je imel svojo družino rad. Vesel sem, da sem našel svojo ljubezen, ki je vsa ta leta zorela tu, v meni. Je zaključil svoje razmišljanje Tone. Kako tiho je tukaj. Kje sta moja prijatelja? Kje so spomini, ki smo jih podoživljali ravno tukaj, na tem mestu? In kje je moja draga mati, ki me je pospremila v slovo s solzami v očeh?
kako pogrešam tiste stare čase. So bile besede, ki jih je Franci premljeval v svojem srcu. Spomini so ga odnesli daleč nazaj, ko je sedeč ravno na tej klopci izdeloval svojo prvo leseno puško, s katero si je krajšal prosti čas in se z njo igral. Takrat še ni vedel, da bo leseno puško zamenjal za čisto pravo, tako, ki lahko spremeni življenje, tako, ki lahko vzame življenje. Spomni se dedka in pisma in joka matere, ko je odhajal od doma. Izkušnja v vojski je bil neizmerno vesel. V vojski se je naučil reda in discipline. Naučil se je, kaj je to trdo delo, kaj je zgodnje jutranje vstajanje in kaj pomeni požrtvovalno za druge. Toda mnogokrat mu je bilo neizmerno težko. Kolikokrat je podvomil o pravilnosti svoje odločitve. Kolikokrat se je spraševal, ali je res pripravljen na boj, ali je res pripravljen, da bi nekoč dal svoje življenje za domovino. Kolikokrat je imel domotožje po domači zemlji, po vonju sveže pečenega kruha, drage matere. Tolažila ga je le misel, da se bo nekoč gotovo vrnil domov. In sedaj sem res tukaj. Pa nikogar ni in vse je tako prazno. Želel sem se posloviti od prijateljev in matere, preden grem na fronto. Nimam moči. Nočem odpirati starih ran. Mogoče je tako bolje za nas in za njih. V borbo grem. V boj za domovino, za prijatelje, za znance, za mamo in seveda za dedka. Domovina je moja in kar je moje, tistega ne dam. Ne dam nikomor in zato se borim. Odločil sem se. In dedek mi bo pomagal na nek svoj način, bo vedno stal ob meni. Tako je prav. Odločil sem se. Grem. Pa naj se zgodi, kar se pač zgoditi mora. Vesel pa sem, da sem našel ljubezen svojih sanj. Ljubezen do domovine, ki je tako dolgo zorela v meni. So bile zadnje Francijeve besede, preden je odšel. Kako sveta tišina je tukaj. Kako iz tega mesta gori po posebni ljubezni, ki je bila nekoč med nami. Sedaj pa ni več tako. Sedaj smo razkropljeni kot ovce in vezi med nami so pretrgane. Kako? Ja, šele sedaj se zavedam, kako čudna so pota Gospodova. So bile besede, ki jih je Janez spremljival v svojem srcu. Spominjal se je, kako je sedeč ravno na tej klopci iz lesa izdeloval križec, ki ga še danes nosi okrog vratu. Takrat se še ni zavedal, da bo nekaj res uresničil željo, ki jo je dolgo prav potiho nosil v svojem srcu. Bog je dal, da je zapel novo mašo. Tistega dne se spominja kot enega najsrečnejših v svojem življenju. Toda še predstavljal si ni, da bodo leta, ki so sledila, ena izmed težjih v njegovem življenju. Na svoji lastni koži je spoznal, da ni vse za to, kar se sveti. Zahtevni farani, pa nerazumljive določbe škofov, spletke in ščuvanje župljanov so v Janezu vzbudili dvome. Dvome o tem, ali je res poklican za upravljanje te službe. Ali je poklican, da oznanja Gospoda na tak način, kolikokrat mu je bilo hudo pri srcu, ko je pomislil, da bi lahko imel mnogo lažje življenje in se mu ne bi bilo treba ukvarjati s tolikimi stvarmi, kot se mora ukvarjati župnik. Pa vendarle mu je bilo vse delo v veliko veselje in preizkušnje v veliki izziv njegove vere. Ko sem pomislil na vidne poglede otrok, ko sem jih učil verouk
in bežne poglede župljanov po sveti maši, sem se zavedal, kako lepo je bilo sprejeti to lepo in zahtevno službo. Na vse zadnje je to Božja poklicanost in moje poslanstvo. Vesel sem, da sem našel ljubezen svojih sanj, ki je dolgo časa in vsa ta leta zorela v meni. Oče, Kličemo te, Oče, a se ne obnašamo kot otroci. ki si v nebesih, Govorimo, da si v nebesih in te puščamo tam, da te ne bi iskali tu na zemlji. posvečeno bodi tvoje ime. Pravimo, ne bo posvečeno tvoje ime, potem pa povzdigujemo svoje. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Prosimo, pridi tvoje kraljestvo, a se zanimamo le za svoje zemljske zadeve. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Prosimo, zgodi se tvoja volja, da izpolnjujemo svojo. Daj nam danes naš vsakdanji kruh Te prosimo, a vsakdo misli na svojega. in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Molimo, odpusti nam naše dolge, a nismo sposobni odpustiti dolgove drugih. In ne vpelji nas v skušnjavo, Molimo, ne vpelji nas v skušnjavo, a nič ne storimo, da bi ji ubežali. temveč reši nas hudega. Prosimo, reši nas hudega, tudi prav zlo nas privlači. Amen. Bil je lep zimski dan. Narava je spala pod debelo odejo na novo zapadlega snega. V vasi je vladala tišina. Le tu in tam se je slišalo pokanje vej, ki niso prenesle teže belega bremena. Snežinke so poplesavale v rahnem vetru in si ogledale precejšen del sveta, preden so padle na zemljo in postale eno. Ljudje so se skrivali v hišah, za toplo pečjo so uživali svoj mir in počitek po napornem delu. Vse je bilo mirno in spokojno. Križ ob poti in od starosti načeta klop ob njem sta čakala, da se vrnejo prijatelji, da se vrnejo spomini, smeh, življenje in veselje, ki je kar prekipevalo dolgo časa nazaj. A teh prijateljev ni bilo več. Bilo je le prijateljstvo in dva zgubana in ukrivljena starca, ki sta le s težavo premagovala pot do kraja, kjer se bosta poslovila v prezgodaj izgubljenega prijatelja. Do kraja, kjer bosta pokopala svoje spomine, jih pustila tam, kjer so nastali. Kako močna bolečina in smrt.
kako močna bolečina prezina v srcu. Prijatelja si še zadnjič podata roke in odideta vsak svoji usodi naproti. Po dolini zapiha močan veter, mraz je tako močan, da reže do kosti, z neba se usuje na tisoče velikih snežin, drevje začne močneje pokati. Samo še malo in spet bo pomlad. So zadnje besede, ki jih izreče starec, preden se izgubi po beli poti do hiše. Noč je že davno legla na zemljo. Narava se je popolnoma umirila in dovolila luni in zvezdam, da spregovorijo na nebesnem oboku. Ljudje so odhajali v svoje domove s čudovito, prijetno toplino v srcu. Je ta toplina obraz toplih domov, ki jih imajo? Prijetnih in varnih zavetih družin, ki jih spremljajo? Ne, to je ljubezen. Ljubezen, ki jo vsak izmed njih nosi v srcu. To je ljubezen do življenja. Lahko noč in srečno.